Namen te ladje je tisto, kar je najbolj očitno, da sproža razmišljanje. Razmišljanje o prekomernem ribolovu, o Evropski uniji, kakšno vlogo ima v tem, in o Sloveniji, ki je del Evropske unije in je del procesa prenove ribiške politike. Konkretno na tej akciji tudi pozivamo ministra Bogoviča preko podpisov, preko peticije, da se zavzame za tako ribiško politiko, ki bo spoštovala omejitve morij in oceanov, ki bo omogočila ribam, da se obnavljajo in da bomo lovili toliko rib, kot ocean in morje zmoreta nam ponuditi. Ker zdaj je lov prekomeren, nekatere vrste so ogrožene in če tega ne spremenimo, bo na koncu oceani prazni in morja mrtva. Kaj recimo, kateri so tiste najbolj nevarne metode ribolova, na katere vi še posebej opozarjate? Najbolj nevarne so tiste velike industrijske ladje, ki lahko v enem ulovu ulovijo tudi do 500 ton rib. Problem je, da pri tem uničujejo morsko dno, ulovijo ogromno rib, ki jih ne potrebujejo in jih že mrtve vržejo nazaj v morje. Na ta način uničujejo celotne ekosisteme. Problem pri ribolovu je tudi nelegalen ribolov, ki ni reguliran. In kljub temu, da Evropska unija že ima neke kvote za to, koliko rib se lahko ulovi, se jih vsako leto ulovi veliko več. In nobenih sankcij ni zaradi tega in nobenih ukrepov. Zdaj vemo, da je čas dopustov, mnogi gredo na morje in si tam privoščijo kakšno ribjo večerjo. Bi morali imeti slabo vest zaradi tega? Vprašanje, odvisno odkot je ta riba prišla. Če je ta riba rezultat nekega velikega uničenja morja v Jadranskem morju ali pa v Mediteranu, potem je prav, da se vprašamo, odkot je prišla, kako je pristala na krožniku. Če pa je ta riba rezultat dela enega lokalnega ribiča, ki na ta način skrbi za svoje preživetje in za preživetje svoje družine, potem je pa to pač neka drugačna slika. In kar se tiče neke skupne situacije glede prekomernega ribolova, so mali ribiči praktično zavezniki, ker ta velika industrija intenzivnega ribolova tudi njim jemlje vsakdanji kruh in jim uničuje pogoje dela.